Aha, imam te. Bajša moja, povejte mi, aj ta maček debu? Mišo, I love you, don't worry. Čau Eleni, kje ste? Alenka tukaj. Današnji primer je malo drugačen, namreč je slovenski in je nerešen. Že iz tega principa bom o njemu govorila malo bolj z distance, pa z spoštovanjem, pa probala bom bolj objektivno, iz razloga, ker je preprosto nerešen in kdo sem jaz tukaj, da bom na glas sploh razmišljala, kdo je kriv in kdo ni kriv. Preprosto nekaj dejstev vam bom povedala, pa se pa odločujete sami, tako kot pač tudi mediji pišejo o tem. Govorili bomo o pogrešanemu Juretu Plevniku in njegova mama Ika Plevnik še do danes ni prenehala ali z iskanjem, ali govorjenjem o tem v medijih, da res ne pozabimo njegove zgodbe, zato se počutim tudi, da je cool, da jaz govorim o tem, da pač se ta zgodba ne pozabi, nikdar ne veš, kdaj še kaj na plano pride, kdaj kaj uporabnega, mogoče ga kdo pozna, mogoče kdo kaj ve, mogoče se kdo opogum stopati naprej in kaj povedati, ker za njemu so bile pač zginile so vse sledi in je res škoda, ker če ne drugega, tudi če se je kaj strašnega zgodilo, pač najbližji nimajo zaključka in že to je tako. To je boleča stvar, ne imeti zaključka je boleča stvar, pa ne morem niti razmišljati, kako boleče je, ker zgubiš dejansko osebo, zgubiš. Ok, se mi zdi, da primeri nasploh dobijo veliko več duše pa osebnosti, ki jim enkrat poveš neko ozadje. Naprimer, v tem primeru hočem nekaj povedati o Juretu, to, ker je njegova mama o njemu povedala in sicer 1999. leta je tudi doma, mislim, da 19. decembra praznoval svoj zadnji, ampak 18. rojstni dan. Prek tega želim povedati, da ga mama opisuje kot človeka, pač fanta, ki je bil zelo tak učen, kako bi rekla, veliko je bral, veliko si zavzemal za politiko, veliko stvari, čeprav je bil mlad, čeprav je bil dijak, ga je zmotil, recimo, kakšne razmere v državi, zato si on toliko želel biti 18, da bo končno lahko volil, da bo končno lahko vplival na stvari. Zdaj pa tudi veselil življenja, imel ogromno planov, videli se je, da je tak res čiten in veliko razmišljal o tem, ampak njegove plane življenjske so pač kruto prečrtale neke druge stvari, ki so prišle vmes. Skupaj se je zgodilo 7. aprila 2000. Potem takem je bilo zdaj 7. aprila, se pravi dober mesec nazaj, v bistvu smo beležili 20 let že od tega izginotja in zato je toliko bolj fascinantno, da je še vedno toliko aktivno to kot izginula oseba, ker preprosto njegova mama se toliko bori, da ne pozabimo na vse skupaj. Razne kritike so tukaj podane bile na račun celjskih policistov in nasploh kriminalistov, pa pač teh raziskav, ko so takoj v štartu tega primera potekale, ker ne bi bile toliko super izvedene, kakor bi lahko bile. Je res, da je bilo to 20 let nazaj, pravijo pa, da itak ne morajo se zdaj odločiti, ali je to dobro raziskovano ali slabo, ker nimajo nobenih zaključkov, da bi na podlagi tega temeljila so uspešno delo opravili. 7. april 2000. Mama Ika ta datum opisuje kot čisto povprečen normalen dan, kot sem rekla, Jure Plevnik je bil dijak, hodil je v ekonomsko gimnazijo v Celju. Preprosto šel je v šolo, ampak kar se pa tiče vračanja domov, ga pa takrat od tiste točke naprej ni bilo več. Mama tukaj pojasni, da je nenavadno, da se ni javil v primeru, da je vedel, da bo šlo nekaj narobe, ker če kadarkoli kaj vmes prišlo, je bil on tak fan, da je to pač javil. Je bila pa ta mama tudi zelo prepričana, da ga izredno dobro pozna, da sta zelo povezana, pa je izvedela veliko stvari tudi o njemu, ki nekako so nakazovali na to, da je živel precej dvojno življenje. Ampak gremo zdaj nazaj na to točko, ko je on zginil. Potem, ko njega ni bilo domov, mama Ika opisuje, da je bilo izredno strah, da je čutila, da nekaj ne štima in po čisto neprespani noči je šla zjutraj potem tudi na policijo ta primer prijaviti in sprva so jo samo to lažila, da ne more biti nič takega, da je bila ziher neka zabava, da je nekje odzunil stal, da ni nič takega, skratka, mogoče drugje prespal, kakorkoli že. Potem, ko je končno tudi prijavila ta primer, so ga pa obravnavali kot nek primer najstniškega pobega od doma, tako pač klasično. Pozneje slišimo za neke ohlapne informacije in sicer njegov sošolec Primož Pančič je bil ta oseba, ki je nazadnje bil z njemu zunaj pred šolo in sta šla na cigareto, to je rečeno, in potem ga je samo še videl, da se je odpeljal, torej Jure se je odpeljal v avtomobilu enega drugega kolega Roka Jeraše. Okrog 13. ure in tukaj je zanimivo, ko se začne ta zgodba ločiti, Jureta, ki ga je Ika poznala in tistega drugega, ki ga mogoče ni, ker ona ni imela pojma, da ima on v življenju pač kolega Roka Jerašo. Meni osebno temu primeru daje najbolj tisto skrivnostno tančico, ki si tako, kaj? Njegova mama
Juretova mama je dobivala sporočila od njega še po njegovem izginotju in sicer še kar nekaj dni. In to ni bilo tako malo sporočil, ampak je bilo 18 sporočil. In ta sporočila, kar sem jaz uspela nekje prebrati, je bilo bolj v smislu ne skrb, sr ne moram dam, ampak v glavnem nekaj v smislu ne klicati policije, imam sicer nek problem, pa ne skrb. In jasno je ona še nekaj časa verjela, da je to pač njen sin, ampak kasneje se je izkazalo, da ni. Izkazalo se je, da je ta sporočila pošiljal Rok Jeraša. Logično, po tem incidentu so se policaji tudi veliko bolj osredotočili na Roka, da zvejo, kaj hudiča se je na tej, kaj to bilo. In iz njega niso zlekli praktično nič, oziroma še hujša stvar je, da so ene 3krat ali še večkrat zvedeli čisto različno zgodbo. Enkrat je rekel, da ga je peljal v Zreče, enkrat je rekel, da ga je peljal v Mozirje, enkrat je rekel, da ga je peljal v Celje na železniško postajo, to je bila tudi potem končna zgodba, se mi zdi. Vsakič majčkeno drugače in zdaj še vedno je skrivnost, zakaj zgodbo obrača, zakaj laže. Na eni točki torej naj bi Jure dal temu Roku svojo SIM-kartico in jasno, ko bi on pa pošiljal sporočila, naj bi bila ta iz te Juretove številke, da je mama bila nekaj časa še dokaj mirna, itak ne mirna, ampak pač je še verjela, da je živ. Prek sem še omenjala Primoža Pančiča, on je njun odnos z Rokom komentiral še tako, da je rekel, da vsakič, ko sta Jure pa Rok hotela se kaj pogovoriti, sta šla nekam na samo in je bilo vse skupaj bolj skrivnostno, ni bil nek odnos ljudem na očeh, tako da je zelo skrivnostno vse skupaj. Ok, pa pridemo do denarnega zapleta, ker pa jaz kakorkoli berem o tem, še zmeraj dobro ne razberem, kaj se je dogajalo. Sicer tukaj je vpletenega veliko denarja. Kar naj bi se Juretu zgodilo, naj bi se zgodilo prav zaradi te vsote denarja, ker naj bi bila nakazana njemu oziroma na račun Roka Jeraše iz Frankfurta, iz nemške banke, ampak kao za Jureta Plevnika. Rok je to zagovarjal v smislu, da je bil ta denar nakazan strani očeta od Jureta, ampak to so potem policisti dokazali, da ni resnično. Potem je pa ta zgodba se spremenila tako, da je rečeno, da je bil Jure, da je imel to dvojno življenje in da je bil tako hud računalničar, da je znal nekako tako dober računalničar pa programer, plus po drugi strani se je tako spoznal na ekonomijo, da je nekako tle se vam ostal to znanje. Skratka, neki umazani posli z denarjem na internetu. Tis Pančič isto govori o tem, da nikdar ni vedel točno, kaj se dogaja, imel pa vedno nek nenavaden čuden občutek, da si mogoče vedel, da nekaj skriva Jure, da je nekaj povezan s tem, da bi imel res preveč denarja. Ne vem, to so lahko čisto random besede v obsodbe, pač who knows. Mene je pretreslo dejstvo, da je mama Ika še enkrat, ne vem koliko časa po izginotju, je dala računalnik od Jureta pregledati nekim profesionalcem in oni so ugotovili, da je bil ta računalnik v uporabi od daljave pač uporabljen še dolg časa potem, ko Jure ni več uporabljal tega računalnika. Se pravi, definitivno je šlo za neke posle, brez vprašanja. Ta izvor denarja, kakor pravim, ni še vedno znan, ni pa tudi znano, kdaj je dobil ali ne. Mama trdi, da nikdar ni niti približen Jure deloval, da ima preveč denarja in da karkoli si je kupil s tem denarjem, ampak itak očitno je bilo težko vedeti, kaj dejansko on počne. Skratka, obsežne iskalne akcije s temi gorskimi policijskimi enotami so se odvijale predvsem v Zgornji Savinjski dolini. Tam so namreč zadnjič zaznali signal z njegovega telefona. Na tem območju so nazadnje zaznali signal njegovega mobilnega telefona, a brez uspeha. Zdaj pa tukaj spet pridemo do zapleta, kjer je ne fair obsojati, ker ne vemo točno, kaj se je zgodilo, ampak je zanimiv naključje. In sicer na tem območju imajo tudi počitniško lovsko hišico starši od tega Roka Jeraše. In glede na to, da ne bi bili tudi lovci, mislim, da je tukaj vpleteno orožje in na eni točki je tudi mama Ika že toliko bila prepričana, da je Rok kriv za izginotje, mogoče celo potencialno smrt, da je na eni točki javno ukrivila njih, ker itak imajo verjetno strelno orožje in pač je bil Jure tukaj nekako odveč in so ga odstrelili. Kasneje se je za to dejanje tudi mogla upravičiti. Odločila se je upravičiti, ker drugače bi imela s tožbo verjetno ogromen težav, ker ta itak Rok je popolnoma zavit v molk. Podvodne reševalne službe Slovenije so tudi leta 2002 obsežno raziskovali jezera tam, Šmartinskega še par drugih tam 800 km obale, ne metrov, 800 metrov obale, ampak takrat niso našli nič.
Tako sem rekla, ta primer je slovenski, je občutljiv, ne bom nobenega obsojala in ne bom šla teorije zarote, ker si pač ne upam prvoščiti. Bom pa povedala še dva primera, ki naj bi bila potencialna opažanja Jureta nekje drugje v tujini ali kakorkoli že in sicer. Prvi primer je Kolumbijec Louis in takrat je Ika dobila klic od celjskega kriminalista, da je v Ljubljani v azilskem domu nek iz Kolumbije brez dokumentov in da ima dejansko priimek Plevnik, Louis Plevnik, s tem, da je tudi imel slovenske korenine in s tem je takrat jasno Ika dobila ogromen upanje, ti se freaking dobiš upanje, da spet v roke lahko prijel sina, to mora biti res grozen, ki se izkaže, da ni res. Kuj, ki ga je videla, je bilo jasno, da to ni to, da pač ni njen sin. Je še kdaj srečala z njim, bila sta še malo na vezi, tako da se zgodba spet ni toliko žalostno končala. Je bil pa še en drug primer, tak res zanimiv, ki pa ne vem, ali je zdaj preverjena, ni, ampak dejansko operujo v Machu Picchutu, je bila ena skupina Slovencev, ki so spoznali tam enega fanta, ki se je predstavil, mislim fanta moškega, ki se je predstavil kot Jure iz Kamnika in enim drugim tudi Jure iz Domžal. Tudi pol, ki so gledali te njegove fotografije, so imeli občutek, da si je zelo podoben, pač ta pogrešana oseba pa tisti Jure, ki so ga oni spoznali, tako da to je to večinoma, kar se tiče tega primera. Verjamem, da vam je bil zanimiv že zato, ker je slovenski, ker očitno se tudi pri nas zgodijo take stvari, da ne moreš verjeti, da je to možno. Od spodaj bojo pač linki, da si še sami kaj preberete, pa približno odkje sem jaz dobila informacije. To je to za enkrat, Alien Mama out, komentirajte, kaj vam mislite, s spoštovanjem please, pa aj čau!